Komisar, pozdravljen. Hvala za vašo prisotnost, razlage. Prihajam iz Slovenije, kjer se na eni strani vrši pritisk naše vlade na slovenske kmete. Nadomestilo za omejeno rabo prostora gre po novem v dohodnino, se pravi, da bo obdavčeno, tudi tisti, ki v hribih obdelujejo kmetijsko zemljišče, kar je zame povsem nesprejemljivo. Dodatne obdavčitve so na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, napoveduje se davek na nepremičnine, na zemljišča, gozdove, tako da imamo po drugi strani tudi prepoved rabe zaradi programa upravljanja Nature, Ljubljansko barje. Cela vrsta domačih problemov, po vrhu tega pa prihajajo sedaj tudi te uredbe z Evropske unije, ki pravzaprav v letu, ko začenjamo izvajati strateške načrte, novo finančno, se pravi novo skupno kmetijsko politiko, dodajajo pa dodatne prepovedi. Smo že govorili o pesticidih, varstvo narave, industrijske emisije. Moram reči, da je negotovost med kmeti zelo velika. Starejši kmetje počasi ali pa še hitreje zaradi tudi teh evropskih uredb opuščajo svoje kmetije. Mladi se pa vedno težje odločajo za ta negotov poklic, v katerem se to okolje tako hitro spreminja. Z moje strani res bodimo pozorni na to. Eno vprašanje pa vam direktno glede uredbe o trajnostni rabi pesticidov. Omenili ste, da imate pripombe. Povejte, katere so vaše pripombe in kaj boste naredili za to, da se ta nesprejemljiva uredba zaustavi, oziroma ali se strinjate s tem, na kar opozarja tudi svet, se pravi države članice.